Oj, otroci, zopet je sreda tu. Krasno, ne? Lep sončen dan. Danes boste slišali zgodbico o kokoški Fridi. Pravijo, da se ponoči dogaja vse mogoče. Pravijo, da se tudi podnevi dogaja vse mogoče. Slišala sem tudi, da se pomladi, poleti, jeseni in tudi pozimi dogaja vse mogoče. To pa pomeni, da se vedno dogaja in dogaja. Včasih to opazimo, včasih pa tudi ne. In ker je zdaj pomlad, me zelo zanima, kaj se dogaja pomladi. Narava se spreminja, trava, drevesa zelenijo in iz zemlje so začele kukati različne cvetlice. Ljudje urejajo svoje vrtove in sadijo različno zelenjavo. Ja, res se dogaja. Danes vam bom povedala zgodbo o kokoški Fridi in kaj se je dogajalo neko pomlad. Vsako pomlad si je Frida najraje pela pesmico Ptički in rožice, rožice, sonček, vse to je pomlad. To si je godila s svojim kljunčkom in se zadovoljna sprehajala po kmečkem dvorišču. Frida je bila zelo prijazna kokoš. Razumela se je vsemi živalmi na kmetiji in nikoli se ni šopirila in kokodakala kot druge kokoši. Zelo rada je imela cvetlice, opazovala je mravlje pri njihovem delu, pogledala v svinjak pujsom, tekala po travniku, kjer so se pasle krave, in poslušala njihovo mukanje. Opazovala zajčke, ko so glodali korenje, in kobilo Lolo, kako je skrbela za svoje žrebe. To ji je bilo še posebno všeč. Frida res ni bila kot druge kokoši, ker si je edina med vsemi živalmi na kmetiji rada izmišljala rime. Kaj pa so to rime? Rima nastane takrat, ko sta dve besedi kot bratu brat. Rimo delajo pesniki v svojih pesmih in otroci, če nočejo špinače jesti. Frida je vedela, da je pomlad res pravi čas za nove rime. Ko je opazovala marjetice, jim je govorila: Marjetice, marjetice, debele rožice, na travniku živite, s čebelami v vetru se lovite. Za mravlje si je izmislila: Mravljice, mravljice, kam tako hitite, lahko se trudite močno, a sence svoje nikoli ne ulovite. Mravlje ji nikoli niso odgovorile, ker se jim je preveč mudilo, a ne zato, da bi ulovile svojo senco, temveč zato, ker so bile pridne in delovne. Zajčki pa so jo zelo radi poslušali. Zbrali so se okoli nje in ji prisluhnili. Vsi zajci se pomladi veselijo, ker lahko po travi skačejo in metulje lovijo. Zajčki so ji pomigali s svojimi brčicami v znak zahvale in odskakljali. Frida je tako zabavala živali in sebe. Nekega jutra pa, ko je zapustila kokošnjak, se je odpravila v svinjak, da pozdravi pujse. Ko pa je vstopila, ni bila pripravljena na smrad. Zato je iz njenega kljuna kar zletelo in je rekla: Fej in fuj, kako smrdi, kaj se niste nič umili in tako ime pujsi dobili. Kako so se pujsi razjezili in jo hitro iz svinjaka napodili. Takrat se je odločila, da je bolje, da se skrije v kurnik, da se pujsi malo pomirijo. Kokoši v kurniku pa niso bile navajene, da Frida čez dan se sprehaja in sedi v kokošnjaku. Takoj so jo začele spraševati, kaj se je zgodilo. Ona se je vedno rada potepala naokrog in kovala rime,
Radovedne so bile. Seveda so jo takoj vprašale. In Frida jim je povedala, da je užalila pujse. Ko so slišale kokoši, kako jih je užalila, so se tudi one razjezile in začele kokodakati na njo. V kokošnjaku je nastal pravi vrišč in trušč in gotovo se ne bi pomirile, če ne bi glasno zakikirikal ata Petelin. Vse je slišal in tudi on se je na Frido zelo razjezil. Povedal pa je, da se mora pujsom opravičiti. Pa saj je že Frida sama to dobro vedela. Tisto noč ni nič spala. Tuhtala je in tuhtala, kaj naj reče pujsom v opravičilo. Zraven pa si je mislila, saj je res smrdelo. A zakaj? Običajno so pujsi glede na to, da so pujsi, kar čisti in njihov svinjak nikoli tako ne smrdi. Le kaj je bilo danes? Ampak vseeno je vedela, da jih je užalila in kaj naj jim reče v opravičilo. Zjutraj, ko je ata Petelin prvič zakikirikal, si je domislila. Malo je še počakala in odšla proti svinjaku. Stopila je skozi vrata, seveda zelo previdno, in se začudila. Nič ni smrdelo. Pujsi so še ležali in se počasi prebujali. Ko so jo zagledali, so se nekateri začeli jezno oglašati. Niso želeli videti nesramne kokoške Fride. A Frida je rekla: Dragi pujsi, prosim, sprejmite moje opravičilo. Kaj takega se nikoli več ne bo ponovilo. Slišala pa sem tudi to, da je včeraj zjutraj kmet Lojz zaspal in zato je vaš svinjak umazan in smrdljiv ostal. Od zdaj naprej bom vedno vaša kura Frida ponižno molčala in še naprej vaše svedraste repke občudovala. Na srečo pujsi niso bili tako zamirljivi in so jih hitro odpustili. Seveda je morala še do ata Petelina poročati, kako je uspelo opravičilo. Ko mu je povedala, je bil ata Petelin kar zadovoljen, da so se pujsi pomirili, ampak opozoril pa jo je, da mora paziti, kako sestavlja svoje rime, da še koga bolj ne razjezi. Kokoš Frida je vedela, da mora res paziti s svojimi rimami. Spet se je vsak dan sprehajala med rožami, drevesi in živalmi in delala rime za vse. Vsi so se zabavali, a najbolj všeč jim je bila rima, ki si jo je izmislila zase. Sem kokoška Frida, ki rimo rada imam. Včasih se mi kaj zatakne, a vedno popraviti znam. Na našem dvorišču se mi odlično godi, si črve nabiram in druge kokoši nerviram. Ata Petelina pa najbolj razjezim, če zakikirikam, kot da sem njegov sin. Tako, otroci, to je bila današnja pravljica. Če vam je bila všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. In saj veste, se vidimo naslednjo sredo. Oj!